Lepo pozdravljeni na literarnem večeru in hkratni oddaji Splet besed. Danes je moj gost, prekmurski, v bistvu vsestranski ustvarjalec, pisatelj, režiser, igralec in še marsikaj drugega, Milivoj Miki Roš. Miki, zdravo. Bog daj, dober večer. Malo po porabski zmes. Ja, zdaj midva z Mikijem sva se zmenila, ko bova nas kar gučala po domače. To smo zdaj že imeli par oddaj s prekmurskimi ustvarjalci in se je dejansko izkazalo, ko so pač v prekmurščini dosti bolj pristni, sproščeni in mislim, ko tisti, ki radi gledajo to oddajo, so se zdaj že prekmursko tudi navčili. Jaz sem lahko tudi po ljubljansko sproščen, če je treba. Pa čuj, tebi pa rajši mariborsko, ne? Lahko, če hočeš. Lahko, veš kaj, ni problema. Ja. Če hočeš, istrijansko, tudi. Ja, to da pa mogoče meni malo. Te pa ideva na našo. Ja, te pa ideva na našo, v redu. Miki, prvo vprašanje imam za vsakoga, kako se, pa kaj trenutno ustvarjaš? Kak sam? Včeraj me je križ vtrgnil, ko sem za svoje leta malo preveč se nad zemljo pripogibal. Zdaj sem pa v redu. Kaj delam? Ja, mislim trenutno se pravi na kulturnem področju bolj mislim. Ustvarjalno. Ja, no se lejko ustvarjalno nam tudi kaj izdaš, no? Te moment, da imam čas, pa to v noči zvekšoga. Zvekšoga pa po rabski učin. Ja ne mene več prekmurskih učati, tega meni... Da. Vse dobro, lejko, komod. Je razumljivo, ja. Pripravljam scenarije za en moj kulturološko gastronomski potopis po porabje, Hrana Sermakov. Tisto gesti, ki so Inda Geli, ne? Inda Svet. Pripravljam se za eno vlogo v eni seriji TV Slovenija, pa je pa končala eno knjigo. Tako to vzporedno ide. Ja, zdaj, Miki, miva bova gnes mogoče malo bolj seveda naredila fokus na tvoje literarno ustvarjanje. Zdaj seveda si bolj znani pač, najbolj si znani verjetno po filmu, ne? Tako v širšem slovenskem prostoru. Ja, to se zgodi, ne. Ja, ker film je pač takšen medij, ne? Zgodi se, ko prideš do dobrega režisera, mislim, da te dober režiser pozove k sebi. In to zavipanje, ko ti onda moraš spuniti. No in to je to. In jaz sem imel srečo, ko sem se srečal z 2-3 dobrimi režiserji in ko so mi dali to, ko sem lejko delal z njimi. In ker ko pravijo kritiki, pa to sem to zavipanje spunil. Ampak kje si se ti pravzaprav kalil kot igralec? Kak igralec? Ja. Tu smo imeli Inda Sveta, zval se je Pomurski gledališki studio. To je bilo konec 70 let. Vse so odeli najboljši predavatelji dramaturgije, vloge, obujena čustvenega spomina, že se ne smo še vklopili. Blagopokojni Janez in še živeči Andrej Vajves, ki sta imela ta studio za gledališko igro. Pa te sem za njima hodil še dale po njenih studijih in tam sem se dale včil. Te igre, te narativne igre, ne te, kako se pravi, glumatanje, ali kako se to že pove. Ja, tu se je začelo. Ja, tu smo imeli te studio. Tako dejansko to so bili ene vrste delavnice. Studio. Sprav studio, kje smo tudi med sebo se zgučavali o tom, kaj se je komi zgodilo, ko smo delali te vaje, ne. Ko se iz sebe povedal, kaj se ti je zgodilo, ne. In to je tako te dale šlo, pa sem že to malo tanjal, dobro gledališče, ja. Pa te sem enega hipa začel pisati, pa lutke, pa dobro, za lutke sem tudi sam pisal vmes, pa indašnji kolega Feri Lanšek tudi in sva to vkup smo delali in ja, in tako je šlo dale, ne. Enega hipa pa je prišel film, pa pač tak.
Tako v bistvu je to šlo kot ena naravna, organska pot, vse konc koncev gledališče pa beseda sta dejansko neločljiva. Kako mi pravimo v film pa v gledališči, kad tudi tivča uči. Znamo, kad če ti priješ na oder, tivča tudi dosta pove. Ali tihota, ali tišina, no, kako li že povemo. Tak, to je nekak, kako se pravi, to mi po slovensko, dosti vzporednic se je zgodilo. No, ampak si pa doma v vseh medijih, pač se čutiš. Nikdar ne, jaz etak idem valovih, nog sem več tam in nog sem več tam, to je kaj bi jaz, ker jaz sem že odklonil, mislim, sem doj povedal, ko so me zvali, kam špilat, pa sem pravo ne, jaz pa to ne modela, ker se mi ne zdelo vredno. Pa znamo, kaj si radi imam peneze, pa tak dale, pa jih nič samo ne zdaj, na njih trbej. Ali ene stvari pa res ne bi nikdar naredil, Tako sem dosta, mislim, ne dosta, sam nekaj, kar doj povedal, kaj se ne išče delati, No, vse dobro, mogoče si zato ustal na toj poti, kak si, na svojo. Ne vem, če zna publikum, jaz sem lani na tej proslavi 23. decembra recitiral eno Lajnškovo poemo kratko. Jaz sem ne znal, jaz sem načelen človek, kar se toga tiče, ustvarjalnosti, Vači v življenju ne gli, ampak tu pa ja. In sem ne sem znal, što da je slavnostni govornik. In je bil slavnostni govornik človek, kak je njegovo politično opcijo, niti slučajno ne maram, celo sem nasprotnik te opcije. Jaz sem toga honorara nidar ne vzel, Ker sem ne znal, kad on govornik. Jaz sem to zvedel na tisti den, da smo imeli generalko, pa sem že pogodbo podpisal. Tako, pri teh stvareh pa sem resen tu, pri teh pa ne popušča. Kar se tiče toga mojega maloga dela življenja. Druge stvari pismo, to ne, v privat zadevah ne mogoče. Večino to, Tako. Zdaj, Miki, pri Leglih sva se menila, malo si mi zavil po eno informacijo, ko si v bistvu tu začel svoj prvi šiht, In marsišto, ko obiskuje recimo Mik, niti ne ve, ko je tu sploh že enkrat bilo pred knjižnico, Tako mogoče malo, če mlajši generaciji poveš o Tu je bil klub mladih, in jaz sem pri svojih, 23 leta, ali koliko je to bila moja prva služba. Tam zadaj samo pisarno, toga odra ne bilo. Bila je moja služba prva. Je pa zanimivo, kad tistom časi, socializem je bil, blago pokojni. Jaz sem bil še pol leta študent, pa sem že pol leta v službi bil. In je bilo lepo, Bilo je lepo. Dosta dobrih ljudi je ves toga prišlo, kad smo delali, spoznanih Slovencov na gledališči, pisatelji. Eno so šli v druge te uneje, ampak tudi, poznani Slovenci na svojem, kaj so že področju, se reče po slovensko, uspešni ljudje, tako dobra scena je bila. Večino prvi polovici 80 let, pa še mogoče malo prek. Tek da je socializem grato že v Sloveniji, liberalen, Mladina je že, revija Mladina je rasturala, mislim, to je bilo noro, to je vrvelo, ekološka gibanja v Sloveniji, mislim, ekološko se je že zdignula, že se je čutila ta nekšna druga smer, Ampak tisti socializem, če že o toga učimo, je bil v tistom časi lepe. Ne je bilo pritiska več političnega, Imeli smo tisti dinar, kad si lejko šel z njim v Avstrijo, pa si lejko kupo, kaj si ščel. Dobro, njemu zdaj to. Idemo nazaj k tome. Pač ščela sem samo malo talko kot en intermezzo, ker je pač zanimivo tudi za prostor, ker sem tudi sama ne znala, ko je to bilo tu. No in tako si zdaj od tistega časa si že nastopil tu? Prvič. Hvala lepa. No, evo. Prvič, Hvala publike. Hvala publike, nisem znal, pozabil sem. No, te pa imaš zvesto publiku tudi, če znajo bokše od tebe. Tako to.
Znaš kaj, Tudi fajn, časi prinese to, kaj pozabiš. Ja, to je res, ja. Zdaj, Miki, jaz bom pač zdaj čisto na kratko preštela tvoje delo, zato ker pač oddaja se tudi snema in Ja, vrede. imamo to nekako že utečeno, kot tisti pač mogoče, ker te kot literata slabše poznajo, ne? Ti samo Ker te daj. poznajo kot igralca ali pa kot pač scenarista, režisera. Se pravi, Milivoj Miki Roš je v sodobni slovenski kulturi prisoten kot pisatelj, scenarist, režiser in igralec. Je avtor knjige kratke proze Bufet 1998, romanov Tretji plan 2000, Jezusov katapult 2003 in Vrnitev iz večnosti 2004. Slikanice Zaklad otoka Milo ter mladinskih pripovedi v knjigah Škrat Babilon 2002 in Kako sem videl svet izpod mize 2005. Poslednji je v njegovi režiji nastala odmevna televizijska oddaja z istim naslovom. Poleg nje je za TV Slovenija pripravil tudi dokumentarne filme o umetniškem fotografu Jožetu Kološi, primorskih naseljencih v Prekmurju in o zgodovini prekmurskih evangeličanov. Igralske izkušnje, pridobljene v številnih gledaliških predstavah, je ustvarjalno prenesel pred filmsko kamero in med drugim odigral glavno vlogo v filmu Vlada Škafarja Oča in stransko vlogo v filmu Matjaža Ivanišina Oroslan, za katero je leta 2019 prejel nagrado Vesna za najboljšo stransko moško vlogo. Od leta 1990 neprekinjeno deluje v Porabju in gledališki uspehi porabskega, lutkovnega ter ljubiteljskega gledališča so tesno povezani z njegovim režijskim in avtorskim delom. Režiral je preko 60 predstav in zanje napisal večino besedil. Je tudi stalni sodelavec časopisa Porabje, slovenskega porabskega koledarja in radia Monošter. Leta 2015 je prejel nagrado Mestne občine Murska Sobota za življenjsko delo na področju kulture. Zdaj, Miki, kakšen odnos imaš pa recimo do svoje literature, do romanov? Kako ide ta pot? Ne vem, je to recimo tako ena kontinuirana stvar, kar se dogaja zraven scenaristike, ali je to pač vmes, ne vem, navdih, napišeš, to je to? Pravo sem preka, to meni v valovih ide. Ne? Ja. Jaz zdaj delam 3 knjige vzporedno. Ne? Sago o družini Roš, ne? To je ena fantastična pripoved. Začel sem pred 2 leti, malo pred covidom, ne je bilo še covida. Imam ogromno arhiva, pa delam knjigo mojih porabskih izkušenj, Clark Gable in Uspavana lepotica, nema veze, čuden naslov, pa še eno otroško, eno takšno delam, ene takšne male utrinke iz mojih mladosti, ki sem jih preživljal v reki Dravi, da sem bil še takšen. Valovih sigdar, ne. Ker znam, ker sem te enog, sem v eno leto izdal, mislim, ali v leti pa izdal 3 knjige, ne, to je bilo noro. Pa potem 10 let nika, ne. Tak nekak. Ne vem povedati. Imaš pa recimo tudi zelo tematsko, imaš sicer zelo raznorodne, ampak vseeno pa imaš ne vem, ene skupne teme, ene skupne motive, kar so v bistvu, se mi zdi, malo tudi odstopajo od tega, kar recimo delaš kot, ne vem, recimo na odri, ne. Naprimer, Jezusov katapult se spomnim, pa Vrnitev iz večnosti, ne, kar je čist staroslovansko ima motiviko, mislim čisto recimo štrlino iz toga pač tematsko in motivno je čist, kako bi pravila, že skoraj en manifest, ne. Je manifest, seveda ga je. Pa literatura ne sme biti manifest, ne. Je pa moj osebni manifest, ne. Se opravičujem, neščem žaliti od nikoga kakšnekoli verska čustva, ne. Ali je ena institucija, ne, ki se zove RKC ali pa Vatikan, ne, jaz pravim, ko smo mi okupirani, ne,
katolicizmom, tem trdim, ne. Zato sem pa pajdaš dober z evangeličani, ne. In ja, Jezus katapult, no, pa tudi vrnitev iz večnosti je en manifest, no, lejko, ko bi bil tisti tak to začutila, te verjetno je tak, ne. Ne pa je bilo mišljeno, ko bi to bil manifest, je pa ta moja notranja stiska, ki jaz enostavno ne maram, kdaj me nekako pegla z idejo, ne. Ne maram ga toga, neščem toga, ne. In mi pa živimo v okolju, ne mi, samo mi, ne. Celi svet skoraj, ne, živi v okolju, je ta pegla ena, ja, samo tak, pa nikak načije, ne, pa ne, tudi načije lejko, ali drugače, kakoli že povemo. In toga s čim si kdar skričati ves toga. Ampak nikdar se ne začel pisati za volo toga, ka se razvijemo. Lejko se je to začelo tak prelevati skozi to, pa, ali si pa ti tako to čutila, kaj je manifestativno napisano, ne. Če gre Jezusov katapult, ima eno zgodbo, ne, povem vam, šla sva s pajdašem, da sem delal še na dopisništvu RTV Slo, tudi v soboti sva šla s pajdašem Damirom Ribet, na veliko soboto, kako se to že pove, ne. In tu v Žetinci, ali kako se ta vezove, Ziheldorf, ne, Žetinci po naših, je tudi naši Slovenci živejo. Sva šla ribit in tam je ena kapela in so ljudje stajali z košarami, ne. Ok, imajo žege. Te pa ideva ta do ovih, ki so karte oddavali, pa ženska, ne, tak, kak je bila te stara, tak sam zdaj ge, pa pravi, jo pa zdaj ne smejte loviti. Na te 3 dni se ne sme ena živa stvar bojite, pa ne vam idva ribe not pistiva. Seveda sva ne, ka sva domov nesla. Ali še to povedati. In to je meni nekaj tu ostalo. In jaz sem te osnovo romana napisal tisto soboto zvečer, na veliko nedelo pa na veliki ponedeljek. Točno v tisto, in tudi tako se dogaja, ne, na tej veliki teden, ne. Kam je to nekako tako, ko boš ti meni gučila, če ga lejko ribo zgrabiti ali ne. Što to meni lejko, ne. Tako je bil v bistvu zelo preprosti poriv za cel roman. Ja, zna biti, ne. Ja. Kako tega za ne sme ribo, nemo pistinju, ne, sveda sem jo boju, 2, 3. Smo tako veselo pekli doma, ko se vse vogibalo, ne. Ja, Jaz sem v bistvu simbol za Jezusa je riba, ne. Je to, ja. Ja, no evo, tako je nečist. Ja, isti, ja. Ampak s čem to povedati, ne. Mogoče je megli to natirali k tome, ne. Dobro, tu je ena druga zgodba. No, vse je več kot manifest, ne. Saj roman je dejansko dober, je tudi, mislim, je tudi filmski, ne. Bi se dalo tudi film po njem napraviti. Pišem kak scenarij v teh bolj... Ja. Bi si se vidi, no, ko si pač v ton mediji doma in dejansko so tvoje knjige tudi na neki način mali film, ne. Lepo bilo, če bi što to odkupil, pa bi film snemal, ko bi ga dobro tantjeme dal. Mislim, ko sva dala trenutno eno dobro idejo, jaz upam, ko je što poslušal od teh, ne. Je pa, no mislim, recimo, meni je tudi vrnitev iz večnosti, ne. Mislim, dejansko imaš tu en celi nabor teh slovanskih bogov in tudi mislim, ko bi to bil precej veliki hit, ker je ta recimo slovanska mitologija, se mi zdi, ko postaja vedno bolj moderna. Stvar je v tem, ko se tudi zlorablja, ne. Tudi, ja. Pa stvar je v tem, ko jaz, da me što pita, pa kaj si ti? Ti si komunist ali kaj, če si ne veren, sem prav ne. Jaz sem pogan Slovan. Jaz sem rajši veren pogan, ne, kak pa, ne vem, pripadati kakšni oficialni cerkvi. In ja, mene je poganstvo, slovanstvo od Inda že. Moj poraci pravi, od Inda že miga, po meni zanima, ne. In vse bole, ne, dobro, ne zdaj, ko bi jaz bil neki vernik, pa ne sem s temi staro versi, ko tam nekaj imajo doj tiste svoje stvari, ker tako daleč pač ne bi šel, ne. Ampak tako čisto v sebi, ne. Mi je to poganstvo blizik, ker tudi kdaj v porabijo sem začel oditi, ne. Sem vse bole videl, zako je porabščina tako starosveten, stara reč, ne pravijo reč. Gli za volo toga je tako stara, zato ga volo, ker je še telko ostalin staroga, indašnjoga. In blago pokojna doktor Zinka Zorko, ne, z svojo avtoriteto,
je pravila, ne, porabščina najbliže starocrkveni slovanščini. In tako še pač velja vrvati. In znam, ko sem bil tam v eni krčmi, smo sedeli po meši, kad je največ ljudi v krčmi, ne, pri Cifri, legendarna krčma. A ove knjige pa nemaš ti, po potovanju od Cifra do Čeretnika? Ne, te pa nemaš. No, in pravi, se nekaj šalimo, pa pravi, golov, moj Perun, I've met resne, kako si to dobro povedal. Meni samo, kakšni Perun. Se ona ne je znala, kaj je to Perun, kaj je to staroslovanski bog, ampak ona je pravila, aj gru me ne vdari, če to ne isto, ali pa naj gru me ne, vdari, kako je to. Ona je staro svetno reč, staroga gromovnika Boga je ona povedala, kako bi pravila, naj gru me ne tresno vdari, če to ne istina, ne. Ampak ona je Peruna uporabila. In vse bolje sem ga v te bazen, te stari reči njihovih nočev, vse bolje sem videl, koliko je še in skladnje, ne, pa tako dalje, vse bolje sem videl, kaj je pa to res sem ta še ustalina božanska, moja božanska, ko se razumemo, takša, ko od toga celi čas lejko samo vgemlen in zavol toga mi je lepo, tudi zavol toga. To te bazen njihovih domanjih reči, kako oni pravi, je fantastičen. Ja, mislim, jezikovno je to definitivno en veliki vrelec, iz katerega lejko tudi črpaš kot avtor. Oni pravijo, idem k podari, ka me zavrači. Povem, idem k podari, ne, podari, ka me zavrači, vrastvo, zdravilo, ne. To je noro. In kak ne bi te pisal v toj reči, ne. Ja. Pa ti recimo porabsko obvladaš fejs dobro oziroma... Nikdar nemo. Ampak si sam pisal to? Ja, ne, jaz se nekako probam tak biti, ko pišem v tako mi je najbliže v Gorenje Seničkom Guči. Nekaj tam ima isto, kot pri nas Bakarge pa bomečke, ne. Eni na džo gučijo, eni na ge, ne. Jaz na ge gučim, ene gučim na džo, ne. Mislim, da pišem. Bolje se toga, gorje Seničkoga modusa držim, ne. To, da pišem za novine porabske, pa za, ne vem, pa tudi tisto knjigo, ko vas sledi predstavila, pa tak naprej. Ja. Zdaj ti si v porabi, vsi tudi dokaj, pač večinoma tudi deluješ kot gledališčnik tam, ne? Da. Pa malo povej, no, kako je tam recimo odziv tudi na kulturo, na kulturne prireditve. Verjetno je eden, tako rekoč, otok, ne, kulturni je to. Verjetno tam kultura ima tudi eno fejs pomembno vlogo, pomembnejšo, kak tu, na primer, ne. Ma za bolj od toga, ko so če lejko povem eno pripovest, ki je stara, ne vem, mogoče 35 let. Delali smo tu v stari dvorani, ti gori eno predstavo z blagopokojno Dušo Škof Totovi, ne. In smo imeli, to se zvalo jesenska turneja, mi smo bili 4-5 dni v jeseni, oktobra, smo tam spali pa špilali vsaki den eno ali dve predstavi. In predstava Totovi, Ištvan Irkinji. In jaz sem špilo enoga madžarskoga zajebanega oficira, ne, ki pride v družini Totovi, ne, Slovenčevi bi pravili, in pride k njim in jih terorizira, oni pa njemi vrit lezijo, mislim dobesedno, zato, ker njihov sin je pri njemi na fronti. Ne vejo pa, kad je sin mrtev, ne, ampak nema veze. In te pa staromi toti, ne, se mi zmeša in me razsejka, ne. To je bilo v slovenski vesti, o tem pozabil nikdar. Slovenska dvorana je bila totalno puna. In daj me ne bujo. Meni je na konci predstave, daj me ne razseko. To so urlali. Pa to je bilo tam že, da se je čutilo, kada je prišlo do spremembe sistema, ne. Ker oni so tam bili res slabi situaciji, naši Slovenci, ne. In to je bil tak, ne vem, če pride na oder, ne vem, zajeti, ali mislim, če je kakšna zvezda, ne vem, Johnny Depp, ali ne vem, ali Bono, ali kaj, ne, eno poprečno zadevo. Jaz sem imel dolgo časa, ko sem se, kako se pravi, to mi je po slovensko abmaskal, ne, zafrkavljal se,
in ko se tisto uniformo doj, pa tak, pa se tam malo mujo, pridem me 3 ženske stare, 80-letne ven. Čakajo, ena na mene skoči, golob moj, kvak sam ja tebe se rozmo. Pa sem pravil, pa tetica, ve pa so odli. Ja, odli so z Maribora, pa z Ljubljane so trnuli pa ogučali, samo mi smo jih nikaj ne razmeli. In te sem jaz znal včenje stvar, ne. In te sem znal, ker slovenščina je v porabi, tisto pa še zdaj za te je bil tuj jezik. Dobro, zdaj že komunikacija je, meja je odpreta, poslušajo naše radije, gledajo našo televizijo, se je malo vymenilo, ne. Ali v tistem času je bilo to zapreto, ne. In prej, ali to je bilo mi trnuli pa so gučali, samo ga sem jih nikaj ne razumela, ne. To je meni. In da sem ga dobil ponudbo 1 leto, 2 za tistim, da je moja mama, ki je z lutkami začela na Gorenju v Seniki, ne mogla, ker ona imela te čude operacije na kolkih, pa so me ne prosili, če bi, pa sem jaz pravil lejko, ampak samo, če mu delali v domanji reči ali v narečju, dialekti, kakoli že to povemo. Pa so pravili, ne, to mora biti v slovenščini, do deca se slovensko včili. Samo slovenščino ne se v šoli včijo. Če ne da v dialekti, ali to v domanji reči, delo nemo. Pa te so nekaj gledali, pa so nekaj tako, kako pravi porabci, šuktivali. No pa te so pravi, dobro, te pa delaj, kak ščeš. No in tako je se moje delo začelo v porabi. Pisanje predstav, režija, pa tako dalje. Pa delali so lutke sam, mama mi je pomagala zmes. Pa, evo, to je to. Tako dejansko je njim tam kultura zelo, mislim, ker recimo tu... Ide za samozavest. Ja. Ide za samozavest, ne. Ide za samozavest, kad ti znaš, kad tvoj jezik, tvoja domanja reč, lejko z odra enakovredno se čuje, kak vsakša druga reč. Zato ide. Samo zato ide. Ne. Ide za to, kad se zdigne samozavest in čisto nikaj drugo, ne. Ja, mislim, dejansko je to, pač ima eno veliko vrednost tudi, ne, za eno skupino ljudi. Glavno, Mike, ti si to zadnjo objavljeno knjigo, zdaj malo vas je bolj pač to posvetilo, ker je zadnja in ker nekaj časa za celi opus, ne, ker imaš preveč. Železna zibelka, to je išlo predlani, ne. To je v bistvu kao povest, ne. Je pa napisano v slovenščini in v Ja, to je ta zbirka Med Muro in Rabo, ne, to je tak pred Božičem, je tak zvani božično obletni dar, ne, ki ga uredništvo Novim porabje vda, pa Zveza Slovencev na Madžarskom dobijo dvojno številko Novim porabje, naročniki dobijo slovenski koledar, pa dobijo, zdaj že nekaj 20 let, eno to knjižno delo, ne. Aha, ta zbirka, ja. Ja. Prva, ki je pa bila na tej način delana, je Negativ. Sem pa avtori 3, jaz sem bil idejni oča, je pa Srebrni breg. Gdje smo notri blago pokojni Milan Vincetič, Lajnšček pa ga. Tista je prva bila, ki je bila na takšen način napravljena. Saj vi ste ogromno delali tudi tako za, mislim, v sodelovanju z Porabion. Ste tudi prek murske avtore na en način tudi tam zelo povzdignili, ne? Oziroma, no, v glavnem tudi v toj povesti se nekako tudi lotiš obračuna no, da mi je iz glave prišlo... Z vraževerjem. Z vraževerjem, ja. Meni je fascinantno, ne, naši porabski Slovenci so fejs verni katoliki, ne. Je to poštivljen, kak sem pravil. To je me ne moti, niti slučajno, je to poštivljen. Ali, kak sem pravil, njihova reč je pa puno staroslovanskih prvinje notri, ne, pa tudi skladnje. Ali kakoli, ko so tak verni, je pa telko še toga, ne, praznoverja ali vraževerja, ne, to glih učijo to, ne. Tako so bili naši stari slave.
kako oni pravijo, stari slavi, ne stari slavi, so tudi bili takšni. To so bili vukeče noči ali volčje noči. Ne vem, zakaj je treba prek ognja skakati, zakaj je treba na strejo gor ličiti pantovec pa tak dalje. Ne. Še dnes eni ljudje to delajo. Tako so delali pred Gezeru 500 letami naši stari, da so se začeli se naseljavati. Ne. To je meni fascinantno. In nekako je to, in če boš preštela posvetilo, ne, Magaš in Vilmoš, to je en časar, Viljem, Slovenec, trdi Slovenec je bil, njegova hčerka Eva je pri meni špilala v gledališči, on da je meni videl, ko sem ga šel šole, da je pozabila, ko sem enega kadil veni, ne, zato več ne smeš. Pa je on tak prek potoka, ena lep je, oni pravijo ram ali hram, ne. To je staroslovanska beseda za bivališče. In je ta gledal, pa pravi, no, Miki, ne, te me je še uniko, ne. Miki, nika ne do k meni prišli, pa te sem pravil, Vilmoš, eške eno vrh, da zgotovim, te ta prek priden. Vej jih čakamo, pa to je bilo res tako, jaz mulo mislim, ko sem bil star, 30 let, pa že tam 70 prek, ne. Da te sva se tikati začela za kakšno leto ali dve. In on mi je dosta prepovedal od toga. Čaralica, Čalerov, čaralica je cumprnica, čaler je čarovnik, ne, ti tudi starejo, ne, pa za zvrčiti, ne, pomeni začarati, pa tak naprej. In on mi je gučil to, ne, čuda stvari, ampak ne je gučil meni to kak informacija, on je v to vrvo. On je v to vrvo, ker to je tak, kak je. In normalno ne sem šel z njim v polemiko, ne. No, to so fantastični viri za recimo tudi pisatelja. Pa sem ga pital, kak pa te, pa je pravo, pa je začel 2 stavka povedal, to ti pa drugoč ve ovaden. Pa sem prišel čez teden, 2, da sem jo vaje pa pride k njemi, pa rdečko natoči, pa se zgučavlja, ne boš pito, ka pa, ja, ge sva enjala, točno se spomnim, ge me je pusto, kak se pravi, zrajcanoga, ne, kar sem kaj ne do konca povedal. Ja. In to je bil, on je bil fantastičen pripovedovalec, ne. Ja, on mi je dal dosta toga duhovnoga njihovega, ne, pa te še sledi drugi, pa tak naprej. Ja, to so neprecenljive v bistvu možnosti, vire, iz katerega lahko neverjetne stvari počrpaš. Zato sem pa to knjižico njemi namenil, ne. Ja. Ker je bil pripovedovalec takšen, noro dober. Ne, pa ful, mislim, fantastična knjiga je, res nocu eni tudi, mislim, ne vem, vmes je tudi malo humorno, ampak je to en takši humor, takši malo grenki, ne. Tako je življenje. Ja, zdaj jaz predlagam, ko mogoče en kratki odlomek prečitava, tako ko publika čuje. Zgučali so se pa tako, kad je ona slovensko varianto, ga pa po arabsko. Tako, ko malo čujemo oba Veš izraza. Pa pepelnik bi prosil, bi enega kadil. Hecam se. Ja, ovoga parnoga bi lejko imel, ne? Daj mir. Ali cigareto naj pa njega. No, te pa dobro. Po starom, ne? Ja. Ok, te pa en kratki odlomek. Dan odide v dneve, davno pozabljene. Film že teče, nekdanji film. Fantič sem na Blatnem dvorišču, na jesen tistega leta, ko smo kurili rake. Okoli mene vsa družina, tudi sorodstvo. Imamo koline. Oče je prašiču pravkar porinil nož skozi vrat do srca. Tetica lovi kri in jo meša. Otroci do kolen blatni tekamo po dvorišču. Mesarjanje se nadaljuje. Moški med opravili, ki potekajo po starih šegah, pijejo žganje. Kakšna ženska se jezi, češ naj glave ostanejo trezne. Eden od stricev se že maje sem ter tja. Otroci se vmes ustavimo, zagrizemo v orehovo potico in odbežimo dalje. Ženske se jezijo tudi na nas, kdo da bo čistil z nas blato. Kri še ni pečena. Moj oče, kot mlad gospodar, to lahko vpraša. V kuhinji ženske še bolj hitijo. Če so mesarji lačni, pijača začne prej delovati. Prašič je že poparjen, kadi se z njega.
Ravno ga dvigujejo na gavge. Črna zlivanka gre od rok do rok, od ust do ust gre. Iz filma zadiši po česnu. Moški z usti, svetlimi od masti, mesarijo dalje. Najprej izrežejo jetra, mama jih obesi, naj se scedijo. Drobovje usipajo v korito. Tetica in babica že prebirata čreva. V potoku jih morata očistiti, zvečer bodo delali krvavice. Sekira mrtvo žival po hrbtu preseka na dvoje. Moški kadijo, pijejo, merijo slanino. Več kot za 4 prste je. To bo ocvirkal, masti polni čebri, pijani stric skoraj prepeva. Ti tega ne boš dočakal, če se boš še dalje tako zalival s pijačo. Sika njegova žena, vzame jetra, jih nese mami v kuhinjo. Na pragu se ustavi. Še samo eno mi spi, takoj se boš nesel domov. Sosed, pridi preko, oče ustavi mejaša pri delu s kokošmi. Sem preko, lepo prosim. Kri ni več vroča, vseeno pa pojej. Posedi še malo, kmalu bodo tudi že jetra. Moški razkosavajo prašiča. Sosed si ogladuje kose mesa, zagrize upečeno kri. Po prstih se mu cedi mast. Po cesti se na kolesih peljeta daljna sosed in soseda. Iz trgovine se vračata domov. Tudi njiju doseže očetovo vabilo. Pozdravita nas, sedeta, s polnimi usti hvalita kuharico. Že skoraj do konca nakresani stric toči pijačo, sebi 2-krat več kot drugim. Moški, sedimo, lepo prosim. Tako v krščanskem miru počakajmo na jetra. Otroci, takoj si umijte roke, zaukaže oče. Ubogam, kot sem zmeraj. Skozi vrata stopi tetica. Veliko skodelo nosi v rokah. Kadi se iz nje. Kot bi dajala pred otroke torto, jo postavi na mizo. Oče preko kolača kruha naredi križ, odreže si velik kos, nož in kruh potujeta naokoli. Prvi si vzame jetra, drugi si za njim polnijo krožnike. Samo stric drema ob mizi. Veselo je, pogovori o preteklih časih, o mastnem in debelem prašiču polnijo prostor. Naenkrat se film ustavi. Pa še Miki, porabščine. Malo. To, kam zdaj štel, to je literizirano, kaj se je danes zgodilo, se pa za istino zgodilo, te vam vejo vadim. Den v dneve odide, davnik ta pozabljene. Film že teče, film in dršnji. Pojbica na Blatnom dvori v jeseni tistega leta, da smo roke kajurili. Kolak mene cela držina, žlata t. Zabadanje imamo. Ata je ranč nožic pujčki skozi gud do srca potisno. Tetica krflovi, pa že gravža. Mesarija ta doledi, kak je Sidar šagal, mejla tite. Mlajši, dokoli Blatni podvori lečemo. Moški zmej spalinko pidžejo, kakša ženska se kori, a ji glave trezne ostanejo. Eden vujec se že ugiba, jaz pa ta. Mlajši se zmej stavimo, orejo v bajgli vgriznemo, pa že ta dole lejčemo. Ženske se z nami te korijo, 100 deta v blato doj z nas puco. Krv eške ne peče noge, moj ata, kak mladi vert, tak šoleko pita. V kjuni ženske eške bole se paškijo. Ne dorogi, če mesarge ločni ostanejo, pijoča prva začne v glave nevolo delati. Pujček že poparđeni je, kadi se z njega. Ranč ga na gavge zdignejo, črni šterc, od ravk do ravk de, od lamp do lamp de. Buma ves filmami počesniki diž de. Moški z lampami sveklimi od žira, ta dole masarijo. Getra se prva vzemejo, mama je gor povesi, oj se dojo cidijo. Celi drob se v korito siple. Tetica v Küper z bobo že červal, v kraj bereta, v potok je ščistiti morata, za dvečara do se krvajice delale. Ta poča mrtvo stvar doj pa rpti na dvoje siče. Moški kadijo, pidžejo, špek merijo. A viš, veš kak 4 prste debeli je ge, to do cverki žira puni čebri, pidžani vujec skur popeva.
Da pa ti se toga ne včakaš, če te dole se boš tak zalevo, siče njegova žena. Zeme Getra, ma minut v kynju nesi, na pragi se stavi. Eški eno si spigeš, tak včasih se boš doma uneso. Sosid espoj, a to sos da prideli s kokošami doj stavla. Sprejk pridela pa vprosi, kar več ne vravča gede, pa dun, gej. Pa malo si doj sedi, včasih Getra nas to pridejo. Moški ta dole masarijo, sosad si najprva, največ stvar, zdaj že mrtvo meso pogledne, v pečeno krv grizne. Po prste se mi mosno doj cidi. Popušti se dalešni sosid pa sozdica po potači pelata, zbolte domov deta. Niva sta to pozvaneva. Poklonita se doj seta s punimi lampami na veliko kujarco valita. Že skur do kraja nakresani vijes in pijočo toči, sebi dvakrat več kot drugim. Moški doj si sedemo ili pa prosim krščansko na meri Getra počakamo. Mlajši tak včasih surkej zaperte. Ata zapovej. Bogan, kak sa ga vsikdar bogati vedo. Vena dvori tetica stopi, v rokaj veliko sklejco nosi, kadi se v z njej. Kak mlajšom torto sklejco nas to deje. Ata na kolač krija križ naredi, veliki folaci vreže, nož pa krita doledi. Prvo si Getra zeme, tak dale. Drugi za njim si talere nadevajo. Samo viček z krak stola že drejma. Veselo je gej. Guču kolak stola od inašnjih časov de, pa od trnu tučnoga pujska. Film se nagnok doj stavi. In zdaj, kaj se je zgodilo, ne? To se zaistino zgodilo. Ene družini, ga je opoznan. Dva soza so cuji pozvali, ampak to je o tom vrvanje. To je pa dale, kaj ga piše, to se res zgodilo. Ena ženska je šla mimo, kako pravijo, skrak rama, mi bi pravili krekuče, za štero vrvlejo, kaj je čaralica, cumprnica, in so jo nej pozvali notri, niš jo nej v pamet zel. In je šla mimo, pa nej ova šla, pa pljunula je 3krat prek rame, a ja ne je. In te so resen, so letali za njo, ne so več našli, iskali so ge pljunula, ne so nikaj videli. In te dale, ta družina več ne ge mesa. Ker če do mesa geli, do si džalovi gratali, pa njihova živina je džalova, ne več pridelka imeli, pola se doj posišijo, družina pa izumre, kad tudi ljudje gratali džalovi. Ne? In to je nora stvar. Pa ne so znali, če so to videli ali ne, ali leko, kaj šla mimo, pa so ne pozvali, kaj bi jo mogli pozvati. In njihova sina, on je lutke pri meni špilo. Sem srečil po dugi letaj, ko je prišel nazaj Sombotela, je bil šofer avtobusa, pa se je že razpito, lovčo. Pa sem prav, volaci, zdaj pa ti meni dum povej, kaj to. Ta babča norija bila. Je pa jaz, da sem v domu odišel, sem vse normalno, že pa bolej, ko še 2 hčerki imam, pa ko mi fali. Ali, to je bilo, jaz sem bil šokeren, da sem to zvedel. In nekako se mi je, to je bilo tudi ena ta, ne, ker to, za istino eni družini se to zgodi, ko so v to vrvali, kad vsi djalovi njive več ne dorodile, živina ne de, kokovši več ne do džajc nosile in so več ne jeli mesa. Mislim, ne so gratali vegetarijanci, jeli so bilice, pili so mleko, jeli so ribe, ali to, ko so doma povali, so več ne pogeli nika. To je noro, ne? Mislim, noro. Meni je lepo to, ko sem to doživel, ne? Ja. No, v bistvu je point romana glih to, ta ena močna vera, ker dejansko spremeni popolnoma en tok življenja, ene cele družine. In te, recimo, je tudi ena nauka oziroma ena resnica, kad dejansko so si to pač sami naredili. Ne so si sami, to je vrvanje. No, mislim, ja, ta vera je dejansko... To je vrvanje. Če bi oni šli k tem župniki, bi župnik zavija vlačil, vi vraževerci pa
znamo, v kaj morate vrvati, v to ne smete vrvati. Ne? To so bili prav te dvojnosti, ki sem v začetku gučal. Mislim, da so se začeli zgučavati. Ne? Ta dvojnost, to je zanimivo. Ne? Nekako bi prav celo bipolarnost. Ne? No, se eno, ja. To je meni eno takšno, kar me je resen. Ja. Zdaj bi si eno ta slepa vera tudi v sodobnem človeku obstaja. Ne? No, mogoče imamo pač več informacij, bolj smo nekako znanstveno razmišljamo, ampak še vseeno, če se eni posamezniki se nekaj prepričajo in to vpliva na življenje celo. Ne? Ja, to je, očitno je to v človeku. Višno, kaj je v človeku. Zdaj, zato pa nešte sod davati. Niti so ne za to pozvani, pa niti so ne včeni toga, da bi zdaj sodbe davo, kakšno brodi. Ti zapisuješ zgodbe pač. Ne? Ja. Tako. To je tudi naloga pisatelja. Ne? Zdaj kot scenarist, kakšne teme so ti pa recimo tam? Ne vem, tam so mogoče bolj si v satiro, ne? Kere teme se mogoče tam imaš podobne teme? Od dokumentaristike gočiva ali o čem? Ne, od tvojih recimo monodramah. Misliš, misliš dramski teksti ali pač gledališki teksti? Tako. Absolutno. Satira. Je pa tudi funkcija gledališča, Jaz obožavljam Radio Gaga, dobro, to je drugi način satire, nega več TV popra, satiro obožavljam. Mogoče tudi zato, ker sem gor rastel z enimi fantastičnimi, kar sem rekel, odraščajoči, ali kako bi povedal, gledal Dave Allena, toga norga Irca, kar je redko bilo videti v socialističnih državah tistega časa. To je bilo nedeljom, ponekad nedeljom, so imeli Hrvati, podnapisi so bili nori tip, mislim, učil v pozitivnem smislu. Pa mogoče zato, ker imam v sebi 25% angleške krvi. Moja stara mati je bila Angležina iz Newcastle. Ja. Mogoče, ne vem. Ne bi pretiraval. Satira. Brez satire se svet, po moje, ne bi smel vrteti. Zato, ker... Satira je v bistvu ogledalo sedanje družbe. To se meni vidi, ker to je najbolj žlahtni humor. Kaj si kdaj ogledalo časa. Ena satira je pa celo šla prek. Če pogledamo Cankara, njegovo pohujšanje v Dolinšten Florjanski, to je večna satira. Ampak to je tudi satira človekovega duha ali pa teh malih skupnosti, teh gnezd, štere se napravijo, pa mislijo, da imajo pravico o vsem in vsakon odločati, pa mnenja davati, ga označiti, što si, kaj se. Ne glede tek politična satira, kak je pa satira človeške neumnosti ali pa to, kar se ljudje lastijo, kar leko druge po zobaj vlačijo, pa o njih davljajo mnenja. Pa je v tom politično korektnem času satira zaželena ali je mogoče tudi kdaj? Ja, mislim, ka sigdar. Vrvlenka, meni so Angleži fantastični, odkar to je njihova stara tradicija. In kam pravijo, to je iz 60-ih let, ne vem, što je to izjavil, nema veze, kaj je pravo, pa če pa kaj s tebo, diti en satirični novin, mi nemamo satiričnih novin, recimo, slovenci, tragedija. To pa res. Ne si bil, niti eni novina satiričnih, niti ofte ne imel tisti, ka ima to, kaj ste naopak? Prej, pa kaj ti se prav delaš, ali kaj? Da je politiki ne morajo prav delati. Nega politika bi si da vse prav napravila. Nega variante. In ta aktualna satira se mora na to reagirati. To se meni vidi, ka mora tako biti. Znači, družba ne je zdrava. Pa se ti zdi, ka je recimo v slovenskem prostoru toga dovolj? Ne, pravi. Ne, mislim, ka ne. Imeli smo Inda TV Popper, dobro, ta Artač ima neko zadevo, ka meni ne gli blizik. Je dobro. Vrvleka ima gledalce. Ga gledam včasih, ampak komadi so še, tisti komadi so dobro. Obožavljam pa Radio Gaga, in Marka Radmiloviča in njegove zapise iz Močvirja, ker smo tudi vači pristna prijatelja in to njegovi zapisi iz Močvirja, to je vrhunska stvar. Priporočam vsakom je Toplo 4,
ne posluša Vala 202, gre pa na MMC, ne, ga je najrajši šten, nemam rad posnetka, ne, ker je tudi tekst objavljen in jaz uživam v tom. Ne. Rad imam satiro, ampak dobro satiro, ne vse to. Ne maram pa stand-up komikov, mislim, ne maram, ne se dobro pravo. Kak naj povem? Malo mi je mimo. No. Jaz sem, kakolika sem imam rad gledališče, disciplinirano gledališče, mislim, jaz stojim stvari, malo dobrega najdem v tom, no. Kaj bi me ne zadovoljilo, to moram povedati, moram biti pravičen, kaj bi me ne zadovoljilo, no. Tako moram praviti. Vse to, dobro, to je en čist poseben medij. Kaj pa recimo, no, kaj je že Improliga? Nikdar sem ne v tom bil. Ne. Mi smo tudi delali gledališke predstave, ne vem, poznate zagotovo Marjana Bagarija, poznate Štefana Kardoša, briljantnega pisatelja, slavista, dobro pokojni Dušan Novak, Nataša Metašec, zdaj Rošker, tu smo mi predstave delali, ampak to so bile predstave, ki so stale. Pravim, mi smo celo Jugoslavijo nekajkrat prepotovali z našimi predstavami in ja, to so bile resen predstave. Pa bili smo relativno mladi, pa smo delali sami. Ampak ja, iz tistega izhaja ta moja neka zavezanost tome. Če glede tudi v svojih monodramah spreminja, ker tisto, da sem ga Mura Bogreš pa še Gibanca napisal pred ne vem koliko 10 leti, je enih političnih aktorjev več njega, so prišli novi. In moram to, da špilam moram prilagajati. In če ste zdaj za to, bi zdaj eno naredil. Ja, jaz sem mislil to, okej. en fajniti zaključek, A zdaj že tako, Vera? Ja, no hitro čas ide, Ja, Vera je 8, tako sem mislila, ka to debato o gledališči, kak? Ja, dobro, snema se, Snema se, ja. In zdaj smo se dotaknili, to sem si gnez zbrodil, kamo napravo. Morate znati, ta predstava je taka, ga imam v Ljubljani odavljen Mursko vodo iz reke Mure, kjer pač ima čudežne lastnosti. In to je vse, kaj je ostalo od nas, prej, kak so nam vse spokradnili, je samo voda iz reke Mure ostala. In to je edino, kar še lejko odavljamo. In jih odavljam v Ljubljani na tržnici in pride k meni tudi seveda manj znani ali bolj znani, malo bolj popularni, malo menj popularni politiki med drugim. In tega sta odavljen. Ja? In zdaj en mali odlomek, ki je gnez gratov v moji glavi. Je bil že na tej način, ampak nova oseba se pojavi. Okay. Mama, čuješ me? Mama, idi ta gor za kučo, idi gor. Idi na gnoj gor, tam bole vliči. Čuješ me? A se? Ja znam, kad te odliči, razlog stopi, tak razlog, kad ne boš not v gnoj se pogroznula. Se, idi zdaj ti to našo investicijsko onejo pa povej, ka že biznis delamo. Ja, idi. Idi, naj te župan pela v soboto, pa ta investira, ka mi to vse nazaj kupimo, ka so nas mislim, to, ka več nemamo, no. Ka nazaj Zvezdo, Dijano, pa Radensko, pa Muro nazaj napravim, pa Pomur. Ja. Dobro, idi mama, idi, čakaj, ka imam stranko, okej. Ajde, zdravo. Violetka, kak si kaj? Ja, nisi not prišla, geli? Ja, kaj boš? Znaš kaj, falilo ti je revolucionarne ideje. Ja, prosti, tovarišica Tomičeva, jaz sem ne kriv. No, hočem povedati, nisem kriv, da nisi prišla, no. Manjkrat, veš, mogoče ti pa lahko pomagam. Poglej, to je ena posebna voda, veš, voda iz reke Mure. Mura, Violetka, Mura. Ne skozi Maribor, Mura. Drava,
preko mosta, Mura prek morja. Ja. No, vidiš, in to je posebna revolucionarna voda. Ta voda je pobrana izpod tal tam, kjer so potem, veš, aprila leta 1945 ruski soldati šli preko, veš, in so jih potem granatirali tam z bregov in tisti, ki so umrli, ta kri, ta substanca je šla not v strugo reke Mure in to je ta voda, to je revolucionarna voda. In če to spiješ, boš dobila znova revolucionarni naboj. Ja, res. Ha? Ne, boš? Ni strup, revolucionarna voda, prosim. Seveda je. Hej, brigade, hitite, razpodite, zatrite, požigalce slovenskih doma. Na juriš, hej, partizan, nabrosimo, ko se že Ja, mama, hej, brigade, nisem pil revolucionarno vodo. Nisem pil, jačka nes, hej, brigade, hitit, stanite v suženstvu zakle. Hej, mama, nisem pil revolucionarno vodo, zakaj ne smeš, ka me župnik na niko ideje, nisem pil, no. Hej, brigade, na juriš, nabrosimo, ko... Gospa Tomičeva. Mama si še na gnoje? Veš kaj, mama? Jaz bom kar tle v Ljubljano stal. Ne joč, mama, prosim te. Jaz bom kar te v Ljubljano stal, veš. Ne joč, se bom prišel domov na vuzem, ja, pa na Božič, pa prišel bom, no, ko bo čas. Ne joči, mama. Ne joči, mama, rad te imam. Ja, adijo, mama. To je takša kratka verzija. Fejs kratka. Lučka, hvala vam, ko ste prišli, pa tak naprej, pa tak dale. Hvala, se vidimo v naslednji oddaji Splet besed. Mikija pa znova povabimo, ko bo imel novo knjigo. Nasvidenje.